Živjo, tukaj Sabina oziroma Mami na vrtu in danes je z mano Urška. Urška ne samo, da kupuje odgovorno, kaj to pomeni, bo povedala, ampak tudi o tem govori na svojem blogu in vodi različne stvari. Tako da nam bo Urška danes povedala, kaj vse ona počne. Pol imamo pa še eno tako poslastico, da pokažem, kaj Urška pripravlja in na kakšen način. Da, Urška, daj nam najprej povej malo več vse. Se pravi, kaj ti delaš in tako naprej. Jaz drugače, v bistvu, sem začela z blogom zdaj, ravno 3 mesece nazaj, zato ker se mi je zdelo prav, da se začne malo ozaveščati ljudi o trajnostnem načinu življenja. In ta trajnostni način življenja vključuje tudi zero waste, naprimer, se pravi manj odpadke. Potem, da kadar kupuješ odgovorno nakupovanje, pa pomeni, da ti spodbujaš lokalne oblikovalce, lokalne trgovine, da kupuješ čim bolj, da je trajnostno, tudi to je v smislu domače, ekološko, lokalno, čim bolj naravne sestavine, tudi oblačila, čim bolj, da so naravne, in vse se v bistvu da dobiti v Sloveniji. Mi ne rabimo kupovati zunanjih stvari, se pravi, se čim bolj podpira tudi lokalne, lik zaradi tega, da ostaje tudi bolj dobiček tukaj, pri nas, na lokalni ravni. Ti na svojem blogu to tudi poveš, kje se da kupiti? Ja, vse. Vse poveš. Kako pa je ime tvojega bloga, da sploh vemo? Se pravi, moj blog je ime, v bistvu je Ursa Koncept, ampak imam tudi v angleščini pišem in zaradi tega je Ursa Concept, koncept, ampak po angleško. Ursa je pa prišla zaradi tega, ker jaz sem Urška. Ursa je pa krajše ime, ker vedno mi vsi govorijo Urša. In prve črke so sestavljene iz Upcycling Responsible Sustainable Activist. Zaradi tega, ker se mi je zdelo prav, ker vse to vključuje, zato jo dosti recikliram. Potem responsible je tako odgovorno, sustainable je trajnostno in aktivist, ker pač delam kot nek aktivist neke vrste. Sej. In lik, ki so o aktivizmu in vsem tem, ti imaš sprehode po Mariboru. Tako. Temu lahko rečemo trajnostni turizem, mogoče zeleni turizem, vse to se v bistvu prepleta. Tako, Daj nam malo več o tem povej. To je v bistvu Alter Shopping Tura, se ji reče. Združila sem lokalne oblikovalce, trgovine in umetnike, rokodelce in tako naprej. Imam vključenih 18 trgovin, se pravi, vi, če se prijavite na ta sprehod, direkt gremo mi prav do teh trgovin, spoznaste direkt tiste, ki so pač zaposleni tam, ali pa dostikrat so v bistvu kar direkt tisti, ki imajo odprto trgovino, lastniki. Tako da lahko direkt govorite z njimi, jih vprašate, ne vem, s kje prihajajo stvari, kje nabavljajo, kako nabavljajo, če imajo mogoče kakšno to, eni so prav zero waste usmerjeni, eni so bolj socialno podjetništvo. Vse je pa trajnostno, Vse je trajnostno in oni tudi povejo to njihovo filozofijo, k čemu stremijo. In kako pa mi pridemo na to turo? Se pravi, kaj moramo narediti, kje te najdemo? Laura, pridite na mojo stran, se pravi, imam svojo stran www.ursaconcept.com, da me dobite tudi na Facebooku pod istim imenom Ursa Concept. Ali pa na Instagramu sem pa Urska Cotic, zato ker pač se je vezalo moje ime in je prišlo tako. Drugače, lahko me kontaktirate, lahko mi direkt pišete, potem gremo preko agencije. Reiserfiber je naša lokalna turistična agencija za trajnostni turizem, tako da lahko preko njih ali pa lahko kar direkt mene. Mi pišete na mail in gremo. Super. Danes smo na Fairtrade pikniku. In Urška je sodelovala tudi pri tem tekmovanju in je pripravila eno tako sladico. Zakaj je ta sladica tudi posebna? Je v bistvu to, da je narejena iz sestavin, ki so pravično narejene. Kaj to pomeni? V bistvu to je lokalno in je pravične sestavine. Se pravi, zdaj pravične so tukaj noter, ker je tiramisu, je kakao iz pravične trgovine, pa sladkor iz pravične trgovine. Kakao pa sladkor. A mi lahko o tem več poveš, zakaj moramo biti tle bolj pozorni na to, da je pravično? Ker marsikdo tega ne ve. Recimo jaz avokadov ne kupujem iz tega razloga, ker prihajajo drugje, ker kaj se to dela v okolju. Ampak za kakao, sladkor, pa to večina ljudi sploh ne ve. In kafe največ. In kava, tako da, a bi nam o tem malo več povedala? Lahko. Zakaj ta tiramisu prav danes nastal, zato ker iz teh sestavin? Ampak to je pa pomembno zaradi česa, se pravi tega. Se pravi, v bistvu tako konvencionalna trgovina, mi ne vemo, kaj se dogaja za tem, ko mi kupimo en izdelek, mi ne vemo, koliko v bistvu posrednikov je bilo, to je prvo, potem ne vemo, s kje so točno te sestavine, prvič, če so sploh dobre za naše zdravje.
Pri pravični trgovini pa točno veš, s kje prihaja. Se pravi, piše izvor. To pomeni, če je po pravični ceni odkupljeno, da so bili tudi delavci pravično plačani pod pravičnimi delovnimi pogoji, se pravi, ni otroškega dela tukaj, se pravi, imajo tudi zdravo okolje, v katerem delajo, ne, da ni nevarno. Potem dostikrat tudi se spodbuja, ne, če so to neke lokalne kooperative, se še pol v bistvu, da se lahko širijo, še dodatno znanje, da lahko imajo. Je ful enih stvari, da pravična trgovina spodbuja. Ampak teh izdelkov je pač malo, premalo v primerjavi s tem, koliko imamo mi ponudbe, recimo čokolade, kave, že sam to, pa sladkor. Kje pa najdeš ti take sestavine? Lahko gledava celotno trgovine. Kje pa jih imamo mi pravične trgovine? Spravo, vemo, da imamo 3 muhe v Ljubljani. Drugače mi imamo, v Mariboru je Smetka. Smetka, ampak imajo tudi v ekološki trgovini Ajda, isto v Mariboru, potem ima tudi njihove izdelke, ima še Dobrina, zadruga Dobrina, pa še ena gospa ima, ki ima dobrote narave, ki ima naravno kozmetiko. Oni so v bistvu, oni imajo to lokalno, imajo to ponudbo, imajo v Ljubljani, samo tudi po ostalih krajih po Sloveniji, vem tudi za Koper, da imajo, samo ne vem, kdo točno ima. Mozir ima neki od njih, tako da v bistvu so razkropljeni, imajo pa tudi online e-trgovino imajo, tako da lahko tudi preko interneta kupiste. Je dostop. To je treba gledati, se pravi, kakšen kakav, čokolado, sladkor, kavo kupujemo, ker to, da se izkorišča ljudi, pač ne želimo. Tudi ti ne želiš biti izkoriščena oziroma izkoriščena, tako da glejmo na to. To je to. Če te še karkoli zanima, komentiraj spodaj, drugače se pogledamo naslednjič. Adijo. Čau!